Lepo pozdravljeni v podcastu Davki do dna. Tokrat je z nami Ivan Simič, davčni svetovalec, podjetnik, solastnik medicinskega centra, kar dvakratni bivši direktor davčne oziroma finančne uprave, bil je tudi šef davkarije v Srbiji, v bivši Janševi vladi bil predsednik strateškega sveta in je soavtor kar nekaj takrat predlaganih davčnih zakonov. Moje ime je Tanja Smrekar, sem novinarka Financ. Z Ivanom Simičem se bova tokrat pogovarjala o poslovni oziroma o davčni nepredvidljivosti, o torej vedno aktualnih temah. Morda zdaj pred volitvami še toliko bolj. Vabljeni k poslušanju, pozdravljeni. Pozdravljen. Seveda za začetek, ne moreva mimo aktualnega dogajanja, to je Joc Pečečnik in Slovenski poslovni klub. Zaradi njegove hvale vlade ste iz kluba protestno izstopili. Potem je odstopil on. Boste šli nazaj? Torej, nikoli ne reci ne, torej zaenkrat ne mislim iti nazaj, torej odstopil sem tudi kot predsednik nadzornega odbora, tako da zadeva je zaključena, delam v svoji firmi. Dejali ste, da ste odstopili zato, ker bi pohvala vlade strani Pečečnika, če ne bi kakorkoli ukrepali, pomenilo v bistvu, da se z njim strinjate, ne? Podjetniki, ki delamo, se ne strinjamo s to vlado, ker nas je dejansko vsa ta 4 leta privijala, ste dejali za TV Slovenijo. Ja, tako sem povedal in tako je. Ja. Kje recimo vas je najbolj privijala ta vlada? Zdaj ni samo mene. Vse podjetnike. Jaz se že znajdem, tako da jaz se pač v moji glavi preklopil in sem rekel, pač davke plačujemo v Sloveniji, kakorkoli so in se s tem ne obremenjujem. Pač take predpise imamo, ki jih pač sprejme Državni zbor na predlog vlade. Torej dejansko je, če vemo že, ker je ta vlada prišla leta 2022, je tako jesen šla v spremembo davčnih zakonov, kjer je, bom rekel, jaz tako nekako iz ihte odpravila vse tiste dobre, bom rekel, spremembe davčnih predpisov, ki smo jih takrat pripravili v Janševi vladi, kjer smo razbremenili davčne zavezance. In to je bil ta glavni. Potem pa vsa leta, veste, pa SP je stisnili, pa potem dolgotrajna oskrba, pa bom rekel, neki predpisi, pa potem spet finančna uprava, ki si po svoje tolmači predpise in tako naprej. Vse to so podjetniki občutili in zato se je začelo dogajati tudi, da so začeli nekateri odhajati, nekateri so jezni in normalno, zdaj si pričakujejo volitve, potem je pa prišla pa ta pohvala, bom rekel, vlade za en zakon, to je zakon o udeležbi zaposlenih pri dobičku, tisto, kar je bilo povedano, da po 30 letih končno imamo ta zakon. No, ta zakon ste tudi kritizirali, ne, na svojem blogu. Kaj je tukaj recimo za nič ali pa samo promocijsko, ali pa zakaj je, če lahko zelo po domače rečem, zakon brezvezen? Torej, prvo, kar mi zakon že imamo iz leta 2009, sprejela ga, mislim, da ko sem gledal februarja, torej od 1.1.2009 velja, bil je sprejet v 2008, kolikor vem, je bila že takrat še Janševa vlada. Torej, zakon že imamo, ampak se ne izvaja, zato je preveč kompliciran. In tudi ta zakon, ko sem ga prebral, je za mene ni enostaven. Torej, jaz, če bi delal udeležbo zaposlenih pri dobičku, bi enostavno rekel, zaposleni pri dobičku lahko dobijo dobiček, lastniki se odločijo, koliko jim bodo tega namenili, tudi lastniki sami odločajo, komu bodo namenili dobiček, ne da moraš deliti vsem, in bi tukaj stopnjo dal 25% ali pa 30%, to lahko se diskutiramo, in bi tudi določil mejo, recimo 10% dobička se lahko razporedi in zadeva zaključena, ne pa neke scheme, pa ne vem kaj vse in tako naprej. Pa vezano na rast plač, pa veste, ker lahko se zgodi to, kar Furs danes dela v drugih pregledih, bom mogoče pozneje govorila. Furs bo rekel 74. člen zakona o davčnem postopku. Mi menimo, da ste vi namerno šli v izplačilo dobička, namesto da bi mi izplačali plačo, naredili ste navidezni pravni posel, mi vam bomo to obdavčili kot plačo. Se pravi, 74. člen pomeni, 74. člen so prvi, drugi, tretji, četrti odstavek. Jaz sem že enkrat uspel ta člen zrušiti, torej Ustavno sodišče je reklo, da je člen neustaven, oziroma cel zakon o davčnem postopku, zdaj oni grejo pač na tolmačenje 4. odstavka, navidezni pravni posel in vse neke definicije. Veste, to lahko za vsako... Ta člen je velikrat uporabljen. Veste, za vsako zadevo vam lahko rečejo, da ste jo pač uporabili, čeprav je zakonsko določena, zato ker je davčno ugodna. Tako so tudi normirani SP in vse ostale zadeve. No, ampak recimo, kaj je pravzaprav najhujše pri tej vladi za podjetnika? A je to vedno večje stiskanje, recimo davljanja za urad, vedno večje obremenitve, ali v bistvu totalna nepredvidljivost sistema, ne? Decembra se je bilo treba recimo ukvarjati z ad hoc obveznimi božičnicami. Danes visoko rastjo minimalnih plač, nepričakovano, 16%.
gredo bruto gor. To vse skupaj potegne za sabo še marsikaj drugega in še bi lahko naštevali. Kaj je v bistvu hujše? Ali pa... Torej, eno je prav gotovo nepredvidljivost. Potem ne vem, da ti nekdo v novembru reče, da bo sprejel obvezno, takrat bilo govora o božičnici, pozneje o zimskem registru, katerega morajo izplačati vsi. Torej, tudi tisti, ki nimajo denarja, recimo vi imate kakšna podjetja, ki so imeli po 1000 zaposlenih, to vemo vsi, kakšno obremenitev to pomeni. To je ta zadeva. Potem pa normalno, veste, ti nikoli ne veš, kaj se ti bo zgodilo, kako se bo zgodilo, kaj bo nekdo sprejel. Tudi ta minimalna plača. Če bi pustili takrat tisto reformo, ko smo mi pripravili, bi minimalna plača že zaradi olajšav in vsega znašala 1000 evrov. In kaj se je danes zgodilo? Oni so rekli, neto je 1000 evrov in zdaj imamo mi bruto 1481, nekaj tazga. Zdaj pa mi gledamo, jaz sem šel gledati, to je narejena kalkulacija na osebo, ki nima otrok. In tisti, ki ima enega otroka, je že 1100, 1150. Pa če imaš 2 otroka, pa če imaš 3 otroka, pomeni neto se dviga, pomeni, pa če imaš potem še ostale, še druge olajšave. To pomeni, da ta plača se bo dejansko dvignila in to ni prav. Ta korekcija se dela z olajšavami, da pač prideš pri nekem istem bruto znesku na neto 1000 evrov. Se prav je, da so višje neto plače, ne pa da je višji toliko višji strošek za delodajalca. In še nekaj, kaj se je zdaj zgodilo, da bo ta povečanje, bom rekel, povzročilo neki domino efekt, vse se bo začelo povečevati, povečevale se bodo cene storitev, povečevale se bodo cene blaga, pomeni, da bo tu dražja hrana, vse skupaj bo dražje in to je pač ena, bom rekel, taka nepremišljena odločitev. In bo mogoče tudi zmanjkalo denarja za dolgotrajno oskrbo oziroma prispevek ne bo več dovolj. Ali kako, ker se bo vse podražilo, tudi domovi se bodo oziroma ne bodo to pokrili. Torej, ljudje ne bodo imeli denar, če bo pa državi zmanjkalo denar, se bo pač zadolžila. Pa bo. V redu. Če na volitvah zmaga Janez Janša, z njim ste sodelovali v prejšnji vladi. Ali boste z njim spet sodelovali, kot kaj boste morda spet direktor Fursa, morda celo finančni minister, ali boste kakšen njegov svetovalec, predsednik strateškega sveta, kot ste bili? Torej, o tem se nismo nič pogovarjali, o tem ne odločam tudi jaz, odloča pač predsednik vlade, če bo pač Janez Janša predsednik vlade. Torej, nisva govorila, je pa dejstvo, da prav gotovo si ne želim biti ne direktor Fursa, ne minister za finance, zaradi tega, predvsem zaradi enega samega razloga, to je, ker so te osebe politično izpostavljene osebe. Mislim, da veste, kaj to pomeni. To pomeni, da je cela družina izložena nekemu terorju banke in vseh ostalih ustanov, vse moraš poročati, vse moraš delati, ne moraš dobiti kredita in tako naprej. In tega ne potrebujem, sploh pa ne v mojih letih in tudi ne moja družina. Za tega pa me to ne mika, ker zdaj že čakam, mislim, da imam še 5 mesecev, da mi izteče ta časovno območje, da nisem več politično izpostavljena osebnost in se ne mislim vračati not. V redu, ampak bili pa bi morda svetovalec oziroma predsednik strateškega sveta, sem prepričana, da se pogovarjata o tem tudi o davčnih zakonih. Torej, v zakonih se pogovarjava, davčne pogovarja se po moji funkciji, ker pač jaz imam svojega dela dovolj v svojih firmah, če bo kdo meni, da rabi mojo pomoč, se pač z veseljem pomagam, če pa ne, pa tudi nič škoda. No, ampak recimo, ne? Pričakujemo neke nove davčne zakone, če bo seveda zmagala Janševa opcija, tudi sami so že napovedovali, gre v bistvu na nek način za tiste zakone, ki ste jih predlagali tudi vi, ne, v prejšnji vladi, ne, denimo, ne, to so tudi manj obremenjene plače. Danes je na primer splošno olajšava okoli 5550 evrov na leto. Torej ne pokrije niti nujnih življenjskih stroškov, a ne, ker recimo filozofija za splošno olajšavo naj bi bila ravno to, da ti nimaš dodatno obdavčenih nujnih življenjskih stroškov, ne. In po izračunu Luka Mesca, sicer samo za potrebe minimalne plače so naredili ta izračun, ne, so nujni življenjski stroški okoli 9500 evrov na leto. Bo taka nova splošna olajšava, bi bilo to prav vsaj predlagana, oziroma kakšno bi zagovarjali? A ni to nenavadno? Izračunali so oni, ta vlada, da je 9500. Ta ista vlada je zavrnila predlog zakona, ki ga dala Suzana Lep, da naj se splošna olajšava dvigne na 8 pa 9. Torej, prihajajo sami v sebe v nasprotje interesov ali pa konflikt interesov in to je tisto, kar je pri tej vladi nenehno razmišljajo, da bi oni naredili nekaj dobrega, ampak to je že nekdo pred njimi naredil in pol to povozijo. Pomeni, jaz sem predlagal pač že spomladi, lani marca, ko sem objavil pač tisto mojo predlog davčne reforme, da bi bila olajšava
8.000 evrov splošno. Prav tako sem pa predlagal znižanje obdavčitve v prvem dohodninskem razredu iz 16 na 10, pa to prideva potem tukaj nekje na teh 9.000 in to bi bilo v redu. Normalno tudi potem zgornji dohodninski razred iz 50 bi spustil na 40. Na 40 odstotkov, pa še kakšne druge olajšave. Mi moramo vedeti, da naša sosednja država, torej Hrvaška, ima ugodnejšo davčno zakonodajo in veliko Slovencev odhaja dol. No, recimo, če si danes neko tuje podjetje in kolebaš med Slovenijo in Hrvaško, se boš raje odločil v bistvu za Hrvaško. Se pravi, recimo, kaj so tiste glavne točke? Zdaj, ena je dohodnina, davek na plače. Torej, če greva drugače gledati, eno je prvo plača od menedžerja, kar prav gotovo gleda, potem so stroški delavcev pač koliko stane delovna sila v neki državi in koliko je obremenjena. Hrvaška ima socialno kapico, ima nižjo obdavčitev z dohodnino kot Slovenija, Srbija ima še bolj ugodno, zaradi tega tudi mnogi gredo dol in za mene je nesprejemljivo, da bom rekel, neka velika podjetja imajo sedež uprave v Zagrebu, ne v Ljubljani. Prvo smo na 130 km, 135, pomeni ni nobenega razloga, da bi bili v Sloveniji, ampak oni celo odhajajo iz Slovenije. Zdaj na zadnje, ko grem šel Perutnina Ptuj, pred njim je Lidl preselil sedež uprave in mi se ne zavedamo, da to ne pomeni samo selitev sedež uprave, bom rekel samo menedžerjev, to pomeni, da tudi nekateri zaposleni bodo ostali brez služb, da se bodo morali voziti v Zagreb, enkrat, dvakrat na teden in tako naprej. Mi ne vemo, kakšno škodo delamo in to so v glavnem mladi, bom rekel, mladi zaposleni, stari 25, 30, 35 let, ki imajo mlade družine, ki se morajo zdaj voziti v Zagreb, zato ker ena vlada ni znala urediti zakonodajo v Sloveniji, to so neki stresi, bojijo se, da bodo ostale službe, kje bodo dobili novo službo in tako naprej in tako naprej. Zelo nepremišljene odločitve, potem pa še predsednik vlade pravi, ali pa minister za finance se sta oba rekla, eden je rekel, pejte na Hrvaško, drugi je pa rekel, če pejte še malo dalje v Bosno. Mislim, to ni način komunikacije. Kaj bi lahko recimo naredili, da bi recimo nekatera podjetja dobili nazaj, ali pa da bi spet privabili? Na kratki rok. Koliko smo izgubili, koliko let v bistvu smo izgubili v teh 3 ali 4 letih zviševanja davkov? Izgubili smo veliko, ker tisti, bom rekel, ustanovitelji, ki so ustanovili podjetje na Hrvaškem, pa so ga imeli prej v Sloveniji, pa imajo še zmeraj v Sloveniji, ker niso ga zapirali v Sloveniji. Torej, oni so šli tja, tam so se prilagodili na tiste razmere. Zdaj vprašanja bodo prišli nazaj, še enkrat se predstavljali. Predvsem bodo morali biti neko zaupanje, da te spremembe, do katerih bo prišlo, če bo prišlo, da bodo veljale dalj časa. Veste, če pride vsake 4 leta nova vlada, potem in vsaka menja predpise po svoje, so podjetniki se počutijo, bom rekel, predvsem nelagodno in ne morajo planirati. Mi ne vemo, kaj se bo pri nas zgodilo, če bo ostala ta vlada, potem bodo toliko ostali dol in za tiste še mnogi drugi bodo šli. Če pride nova vlada, recimo Janševa vlada, pričakujemo, da bo pač bolj ugodno za podjetnike. Tukaj smo bili ta 4 leta, da je bilo zelo neugodno za podjetnike. To, kar zdaj predsednik vlade poskuša zadnji mesec neke spremembe, pa še to, ko gledam njihove filme, določene zadeve sploh ne poznajo, pa jih posnamejo. No, to se bo k tem vrnila, ampak a si lahko privoščimo v bistvu nižje davke? Proračun je izpraskan tudi zaradi plačne reforme v javnem sektorju. Kako torej do nižjih davkov? Kje je protiutež, kje bi potem notri nazaj ta denar dobili? Vsa leta poslušam, da se ne moramo privoščiti nižje davke. Potem se pa plače povečajo za 1,3 milijarde. Mislim, kako se lahko privoščimo 1,3 milijarde, ne moramo, in to plače v državni upravi, to niso plače v gospodarstvu, ki je, bom rekel, neki generator nekih prihodkov, pa plačila davkov in tako naprej. Pač se bomo morali privoščiti zaradi tega, ker tudi druge države imajo nižje davke, pa živijo, pa preživijo in tako naprej. Prav gotovo je treba nekaj narediti na odhodkovni strani, tam pogledati, kje se troši neracionalno in normalno tudi mogoče odgovorne pozvati tiste, ki so bili odgovorni za to na odgovornost. In to je to. Torej, da se narediti vse, če je volja in pa normalno, moramo dobiti čim več davčnih zavezancev, da se vrnejo nazaj in da dobimo tudi nove. Kajti jaz pravim, zakaj ne bi nekdo prišel v Slovenijo, zakaj bi šel na Hrvaško ali pa v Srbijo, ampak Slovenija je že dobila nek bom rekel, veljavo, da so tukaj davki visoki in tako naprej, čeprav je pri nas ostalo več manj super, torej ne moramo se pritoževati, vse je blizu.
ampak ta odnos predvsem do podjetnikov in tudi normalno odnos v nekaterih primerih finančne uprave, pa vodstva finančne uprave ni ta prava. To se bova tudi vrnila, ker leta 2022 je bil, če se ne motim, problem 800 milijonov evrov, koliko naj bi stale dohodninske. Ni bilo 800 milijonov. Bilo je 200, samo so oni pomnožili kar 4 leta. To sta bila dva... Ne, gledajte... Ampak zdaj pa 1,3 milijarde, kar povejte. Ampak vi ste novinarka financ, pa ste rekli 800, ne? Kaj bo še drug novinar, ki ni novinar financ? Hočem reči, bilo je 200 milijonov, takrat je Luka Mesec in Levica so začeli govoriti o 800, zato ker so to prenesli na 4 leta in se je zdaj teh 800 prijel, ampak veste, to je namno tako, ko vlada poveča davke, pa dela kalkulacijo na to, koliko ima zdaj zavezancov, pa koliko je stopnje, tudi nikoli ne dobi takšen znesek noter in zato tega pravim, da je to bilo nefair. Poleg tega pa tudi ta izpad 200 milijonov, ki bi ga dobili davčni zavezanci, pomeni fizične in pravne osebe in bi ta denar ostal tukaj, bi se tukaj porabil in tako naprej. Vi ste omenjali tudi, da bi imeli višji DDV, ne? To pa ste rekli, če se ne motim. Da bi na ta način morda... Torej, to je en od načinov, ampak so tudi drugi načini, predvsem veliko varčevanje na odhodkovni strani, kajti zdaj po vsej tej krizi, pa ker se vsi bojijo, kaj se bo zgodilo, pa v Nemčiji ima težave, v Sloveniji so lahko še večje, je mogoče treba počakati z višjim DDV-jem, da vidimo, lahko denar dobimo kje drugje na drugih koncih, predvsem na porabi. Kje se vam zdi, da preveč zapravljamo? Ampak tako res preveč, najbrž povsod. Povsod, ampak treba videti določene zadeve, ki smo jih pač nekdo načrtoval, da jih pač ne bomo imeli, ne bomo porabili, bomo počakali, da se zadeva stabilizira. Potem je treba videti na teh radnih infrastrukturnih projekti, ker vsi govorijo, da se veliko priplačuje s temi aneksi, treba tudi videti, kaj narediti in potem pa tudi normalno videti, kaj je v državni upravi, torej veliko zaposlenih v državni upravi se bo upokojilo, pomeni ali njih ne nadomestiti in izkoristiti obstoječe vire, potem treba videti, koliko ministrstev bo, torej se bo število ministrstev zmanjšalo in tako naprej. Tako da je več načinov, ampak tisto, kar je najbolj žalostno, da zmer po taki vladi, kot je zdaj tale, prideš v neko obdobje, kada bi rekel, ne bom rekel, da je varčevanje, ampak spet me moraš nekaj reševati. Vsi pa vemo in vidimo, da so podjetniki nezadovoljni. Tukaj več ne gre za nezadovoljnega posameznika, ampak gre za nezadovoljno, bom rekel, množico podjetnikov, ki dejansko polnijo ta proračun. Ja, negotovost je kar visoka, podjetniki so negotovi, tudi posamezniki smo bili recimo kar v šoku, kakšno leto nazaj, ko je bila grožnja za 1,45% premoženjskim nepremičninskim davkom. Zdaj te ukrepi, pač verjamem, da vse poslušalce zanima, kaj bi se lahko zgodilo recimo na področju nepremičninskih davkov. A je kakšen predlog? Ker jaz sem delala izračune, da v bistvu obremenitev naših nepremičnin, če ne gremo zdaj v kakšne ekstreme, niti ni toliko nižja, če sploh kot recimo nekega stanovanja v Celovcu ali pa v Trstu ali pa, ne? Ker je tako popularno vedno govoriti, kako imamo nepremičnine za ston oziroma neobdavčene z davčnega vidika. Mi nepremičnine, verjetno poznate moj predlog od marca, ki sem predlagal, da bi se pač obdavčilo premoženje, ker vlada, tisto, kar me tudi preseneča, pa imamo v vladi izobražene ljudi, imamo z nekim znanjem, nenehno govorijo o obdavčitvi premoženja, mislim, da imajo obdavčitev nepremičnin. Ja, zato, da bi šlo v proračun, ne v občinam, ne? Vem, ampak prvo davke od premoženja današnjih so, to je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje iz starega zakona o davkih občanov, potem imamo davek na plovila, to so davki, ki grejo pač občinam, NUSZ pa davek na premoženje in občine ga dobijo. To, kar je takrat bilo predlagano, 1,45 je bilo mišljeno, da gre v proračun in potem je bilo to zamišljeno, da bodo ta denar dali v razbremenitev plač. Jaz sem šel takrat računati. Mi poberemo davka na premoženje pa NUSZ-ja okrog 280 milijonov, do 300 milijonov, recimo milijonov. Pa sem šel pa do drugi strani gledati v letno poročilo FURS-a, koliko je bilo socialnih prispevkov in dohodnine, tistega je bilo 12 milijard, tega je bilo pa 290 milijonov. Kako češ ti s povečanjem 290 milijonov razbremeniti 12 milijard? Nemogoče, do tega tudi ni prišlo. Tisto, kar je bilo zanimivo, ko so tudi v tistem svojem gradivu napisali, kakšni so možni načini, da za ta znesek, ki ga pobereš, razbremeniš zavezance, je bilo dvig splošne olajšave, katero so oni ustavili dvig, in pa uvedba 6. dohodninskega razreda, to je moj predlog, ki sem ga jaz vsa leta zagovarjal, s tem, da normalno niso hoteli uporabiti moje variante 1 milijon pa 10%, so uporabili varianto 500 tisoč pa 20%.
To pomeni, da so razmišljali in na nek način posredno priznali, da to, kar smo mi takrat pripravili, da je bilo logično in normalno. Tako da, če mi dva rečeva, sedaj pa moje razmišljanje po vseh teh razpravah, ki sem imel tudi z mnogimi zavezanci, so premoženje, ki ga nekdo ima, ga je že kupil iz obdavčenega denarja. 300 milijonov, če rečeva, ni tak velik znesek. In mogoče bilo tudi za razmisliti, da tako kot Avstrija, da tudi Slovenija ukine ta davek na premoženje in ga nadoknadi nekje druge. Dobro. Pejva zdaj na podjetniške davke. Tukaj, kot sva že nekajkrat rekla, danes je tudi totalna nepredvidljivost. Denimo, večino našega bazena SP-ov samostojnih podjetnikov so normiranci. Pa pustimo, kaj si kdorkoli misli o normirancih, a so preveč ali premalo obdavčeni, ampak vseeno, v 3 letih smo imeli 3 spremembe, zdaj se obeta še 4. Mislim, ali ni to malo res totalna zmešnjava vsako leto? Nekaj novega. Kaj bi vi naredili z normiranci? Ne vsi računajo na to, da bi šli nazaj na leto 2022 oziroma 2021. Torej, pejmo, kot prvo, SP-ji so urejeni v zakonu o gospodarskih družbah, ki ga je sprejel državni zbor. Ta isti državni zbor je sprejel normirane SP-je in ugodno odločitev normiranih SP-jev. Pomeni, če jaz odprem normiran SP in delam po zakonu, ki ga je sprejel državni zbor, ne vidim razloga, da me kdorkoli vpraša in reče, zakaj si pa ti zlorabil normiran SP, zato boš manj obdavčen. To, kar se nam zdaj dogaja v teh vseh ostalih, ki so pri zdravnikih in tako naprej. Torej, ni logike, torej jaz delam po zakonu in zdaj ne morem, jaz berem v davčnih pregledih, v zapisnikih in odločbah, ko inšpektor napiše, zlorabil je zakon, da si je sebi pridobil davčno ugodnost. Pomeni, jaz sem zlorabil zakon, ki je veljaven, to si ga ne morem zlorabiti, ker ta zakon obstaja. In zaradi tega pravim, da je ta vojna proti SP-jem nepotrebna. Normalno, oni so takrat iz užaljenosti te SP-je 22 odpravili in jih bolje obdavčili. Potem so zdaj, ko se bližajo volitve, so ugotovili, da je treba nekaj narediti, pa so pripravili neko novo zakonodajo, da so dvignili v neko to nejo za SP-je, ampak ker očitno nihče od strokovnjakov ali pa iz gospodarstva ni bil zraven, je nekdo potaknil 5 let. Ampak na to smo jih opozarjali, nismo sprašvali, oni so odgovarjali. No, gledajte, zelo lepo. Vi ste jih opozarjali, imeli so na seji vlade gradivo in predsednik vlade pravi, da nič ni vedel o tem. Kdo pol vodi seje vlade? Ja. A veste, in potem oni zdaj grejo v spremembo in pravijo, mi bomo ukinili 5 let, nekje sem videl en predlog, ne vem, če sem pravilno. 5 let, 3 leta za tiste, ki presežajo. Ja, pa zakaj? Zakaj spet meja 3 leta? Zakaj spet neko mejo? Pa dajte ljudem svobodo. Brez nekih omejitev, brez vsega, normiran SP je dovoljen po zakonu, ne pa da mi nekdo postavlja meje in potem vidim posnete neke filme, celo zdaj, ko sem gledal, zdaj bodo še prispevke znižali do 30,000 evrov na 400 evrov, potem pa tam ena gospa ali punca pravi, to je nepravično, da nekdo, ki ima 3-krat večje prihodke, plača iste prispevke kot jaz, ki imam toliko majhne. Ampak nekaj moramo vedeti, prispevki so odvisni od dobička, ki ga imaš. Torej, niso odvisni od tega, kaj si. Torej, tisti, ki zaslužijo manj in ki imajo manjši dobiček, plačajo nižje prispevke, kot tisti, ki zaslužijo več. In vemo, da so prispevki pri SP-jih omejeni, imajo zgornjo mejo. Oni imajo kapico, mi jo nimamo, na 8.330, mi jo nimamo in tako naprej. Zato pravim, da če že nekaj pripravljaš, sedaj malo se pogovori s kom, da vidiš, kaj sploh velja, pa kaj je ne, tako da. Dobro, zdaj mnogi ljudje ne vedo, kako se prispevke, kaj je osnova za prispevke, pa temu verjamejo, ampak tisti, ki se na to spoznamo, se pa sem smejimo. Ko smo ravno pri SP-jih, kako to občutite na lastni koži? S tem mislim na medicinski center in na zdravnike, ne? Ti so v zadnjem letu 2 popolnoma pod drobnogledom FURS-a, predvsem jih moti, če so SP in ne na dražjih podjemnih pogodbah. Kako bo vse to vplivalo na dostopnost do zdravstva in a je to sploh, ne vem, pravilno, oziroma je to sploh v neki normalni državi možno, da nekomu prepoveš, ne vem, delo prek SP-ja. Praktično, no, mislim. Ja, zakonske podlage za to ni. Odločilo je Vrhovno sodišče, ki je reklo, da SP-ji lahko delajo kot SP-ji, da ni nič narobe, če delajo za DO-je. Celo je Vrhovno sodišče reklo, da tisti, ki lahko ugotavlja in sproži ugotavljanje odvisnega razmerja, je SP. Za redno zaposlitev. Za redno zaposlitev SP. Potem imamo odločbo Ustavnega sodišča, ki je reklo, da za SP ni nič narobe. Potem so oni sprejeli ta zakon o zdravstveni dejavnosti, kjer so določili, pa tudi mislim, da je Ustavno sodišče tako zapisalo, da če imaš pa status zasebnega zdravstvenega delavca, pa lahko delaš za koncesionarje. Ampak zdaj spet jaz se spoznam na to.
Zasebni zdravstveni delavec je vpisan na Ministrstvo za zdravje. Ja. SP je vpisan na AJPES-u. Ja. Oba imata pa isti davčni tretma. Oba sta lahko normiranca, oba imata vse enako. Torej, nekdo ni razumel, kaj pomeni zasebni zdravstveni delavci, kako plačuje davke. In oni so zdaj njih dovolili. Potem so šli še naprej. Se pravi, moraš biti upisan noter. Vsak zdravnik, ki ima status zdravnika, lahko vloži na Ministrstvo za zdravje, da želi biti zasebni zdravstveni delavec, dobil bo odločbo in bo zasebni zdravstveni delavec, pomeni, da bo lahko delal naprej kot zasebni zdravstveni delavec. Potem, kaj so še naredili? Spet eno, nasprotovanje, dvojna ureditev. Tisti, ki delajo po podjemni pogodbi, v javnem zdravstvu ne plačujejo posebni davek na določene prejemke. Pomeni, tisti, ki izplača nekomu podjemno pogodbo, ne plača 25% posebni davek na določene prejemke, tisti, ki smo v zasebnem zdravstvu, ga pa plačujemo. Ampak Anita, pa lahko, da se zdaj motim, ta 25, ne, se ne vem, sprašujem, ta 25 posebni davek, ti imaš odpustek za njega samo, če delaš ti pri svojem siceršnjem delodajalcu. In to v javnem zavodu. Ni tako? Ne, če gremo mi naprej. Če jaz delam v bolnišnici kot zaposlen, jaz popoldne ne morem delati kot podjemna pogodba. Mislim, ne morem, ker jaz sem zaposlen. Če so za kjere dejavnosti točne lahko temu zakonu napisano. Če sem zaposlen v kliničnem centru in delam popoldne, lahko delam samo na ure. Ne morem se zdaj preleviti v nek drug status. Pomeni, enkrat delam dopoldne kot redno zaposlen, popoldne delam po podjemni pogodbi. Ampak za neke... Za karkoli. Sem zaposlen, zato obstaja pogodba o zaposlitvi, kjer doda še kakšno alinejo, druga dela po... Se pravi, če bi šel pa ta iz bolnišnice Celje v, ne vem, bolnišnico Jesenice delati, bi imel pa ta 25-odstotni... Ne, koliko si jaz razumel zakon, ta davek je ukinjen v celotnem javnem zdravstvu. Ok. Dobro. Se pravi, FURS tudi recimo na drugih področjih gleda, če je nekdo v odvisnem razmerju, ne samo pri zdravnikih, in tudi odločijo oni, da mora biti nekdo redno zaposlen, čeprav je sodišče reklo, da tega ne sme. Oni tega ne morajo delati. Ampak počnejo to. Počnejo. Jaz vam povem, imel sem primer, recimo 2 davčna pregleda, šlo je za medicinsko sestro, pri enem je delala enkrat na teden ali pa enkrat na 2 tedna, je bila v neodvisnem razmerju, ker je bilo neodvisno, v drugem pa je inšpektorica odločila, ker je pa tudi delala enkrat na 2 tedna ali enkrat na 3 tedna, da je pa v odvisnem. Kako si lahko za isto reč? Z isto osebo. Kako si ti lahko v tem primeru, da delaš enkrat na teden ali pa enkrat na 2 tedna ali pa enkrat na 3 tedna, kako si lahko v odvisnem razmerju? Veste, to je ena vojna, ki si jo je nekdo zmislil v vladi, da bodo šli v vojno proti zdravnikom, to zadevo so prenesli na FURS, FURS pa to izvaja, čeprav jaz ne vidim nobene zakonske podlage. SP-ji so svobodni, lahko delajo, kakor hočejo. Vrhovno sodišče je odločilo, ustavno sodišče je odločilo. Zdaj celo vidim, da medicinski centri podpisujejo neko izjavo, da bodo od novega leta delali samo po podjemni pogodbi in po... Ampak zakaj to podpisujejo, če ne treba jih je strah? Ja, bojijo se. Torej, vsi, ki sem jih jaz spraševal, tudi tisti, ki so že imeli davčne preglede in je bilo vse v redu. Jaz sem imel 3 take preglede, kjer smo jih končali in je bilo ugotovljeno, da gre za neodvisno razmerje, bilo je zaslišano veliko zdravstvenih delavcev, da je neodvisno razmerje, se bojijo in podpišejo. Čeprav ni zakonske podlage, ni ničesar in potem... To gre tako naprej, kaj pa če bo jutri nekdo ugotovil, da je vse v redu, nišče ne bo mogel tega povrniti in kaj se zdaj dogaja, nekateri zdravniki enostavno ne želijo delati tudi v zasebnem delu po podjemni pogodbi, nekateri svoje dela prepolovijo, vse to bo v nekem časovnem obdobju bo povečalo čakalne vrste in to je to. Dobro, mislim, ni dobro, ampak vseeno. Ste tudi kritik samega delovanja FURS-a, to sva že malo obdelala danes, pa še naprej, Tudi ste rekli v tej izjavi za TV Slovenija, če se vrnemo na Slovenski poslovni klub, ampak mimo tega, tudi nekateri davčni pregledi, ki jih FURS izvaja, niso v skladu z zakoni. Tudi v svojih prispevkih, blogu velikokrat opozarjate na preglede finančnih inšpektorjev, na njihovo neodgovornost, odgovornost. Kako bi morali oni odgovarjati v bistvu za svoje odločitve, pri čemer je pa tukaj morda treba tudi paziti, da vseeno imajo neko zaščito, da se potem ne bi oni bali, ne vem, morda odločati. Zaščito imajo, če gremo to, da jim tudi FURS najame odvetnika in tako naprej. To je bila moja pogruntavščina, ko sem bil prvič direktor. Takrat sem jaz to določil brez zakona, ampak smo rekli, če bo kdo rabil pomoč, ga bomo plačali odvetnika. To je ena zadeva. Druga, veste, FURS ne more
zdaj gledajo leto 2022, bom rekel, prodaja lastnih deležev, to takrat ni bilo obdavčeno. In oni zdaj obrazlagajo, povejte nam ekonomski razlog, zakaj ste prodali lastni delež. Ampak gled, če nekaj ni obdavčeno, meni ni treba nobenega ekonomskega razloga dati. In tudi Vrhovno sodišče je reklo, da ena prodaja ni shema in ni problem. Ampak FURS obdavčuje eno prodajo iz leta 2022, ko to ni bilo obdavčeno. In pravim, da je to nezakonito. Ko se imel v bistvu možnost plačati tudi kot davek na kapitalski dobiček, kar je bilo običajno. In še nekaj moramo vedeti. Če ne bi bilo spremembe zakona konec 2022, tudi teh prodaj deležev ne bi bilo. Torej, če bi oni pustili zakon pri miru, ne bi bilo prodaje deležev, ker v prvi polovici leta ni bilo prodaje deležev, čeprav je bilo to, bom ne seštelo kot prodaja kapitalskega dobička, torej kot prodaja kapitala. Pomeni, če si manjka 5 lastnik, manjka 5 let lastnik, manjka 5 let, tako plačaš 25% davek. Pomeni, to je en tak, jaz pravim, en tak zakon iz fovšije. Oni bi lahko omejili, pa rekli, lahko proda samo 10%, bom rekel, lastnega deleža in tako naprej. In jaz se tega se jaz bojim. Mi še nekaj, če rečeva, to, kar jaz opažam na terenu, niso toliko inšpektori krivi, koliko je vodstvo. Kajti inšpektori morajo delati po navodilih in veliko inšpektorjev se s tem ne strinja, ampak pač tako odločajo. Pa imajo kakšna pisna navodila? Kaj pravijo? Tega ne bom komentiral, zato ker pač zadeve poznam. Jaz pravim, da vsak inšpektor se mora sam odločiti, ali bo to spoštoval ali ne bo. Prav gotovo, če bi jutri prišlo do kakšne težave, bo verjetno inšpektor povedal, kdo mu je to naročil in bo pač tisti odgovarjal, ki mu je to naročil. Zato jaz pravim, da enkrat bo tudi moral nekdo, ki daje ta naročila, prevzeti odgovornost in prav gotovo, če bo še kakšna zadeva padla na sodišču, bo treba ugotoviti, kdo je bil tisti, ki je to vse sprožil. Govorim o tistih zadevah, ki so v zakonu določene drugače, kot odloča FURS. In to je tisto, kar nas v Sloveniji dela, bom rekel, davčno nestabilno okolje. Nikoli ne veš, da ti bo kaj odločil. Niso samo zakoni, je tudi ta negotovost. Ena poleg teh lastnih deležev je še dokapitalizacija iz sredstev. Glede, sodba je jasna. Jaz sem bil takrat tudi direktor FURS-a na zadnje, ko sem rekel, dajmo to izvajati, tako kot pravi sodišče. In tudi, ampak sploh ne rabim sodišča. V zakon, mislim, da je 98. člen, 4. odstavek, piše, da če se poveča iz sredstev družbe, da se šteje nabavna vrednost nič. Kajti, če sem jaz to, ker zakon pravi, zakon pravi, da je predmet obdavčitve dodatni delež, novi delež. Ampak, če sem jaz 100% lastnik, pa povečam iz sredstev družbe, jaz ne dobim novega deleža, 120. Ampak to je spet isto. Zdaj bodo oni povečevali, pa se ne bodo prekinili štetja let, tistih 15 let, s tem bodo oni bolj ugodni, ampak čakaj, ti ljudje so tukaj pri nas, ti ljudje živijo pri nas, ti ljudje bodo ta denar, ki ga bodo tudi dobili neobdavčeno, bodo ga porabili tukaj. Zdaj se bo se mi vprašali, zakaj imamo mi 15 let, zakaj pa Hrvati imajo 2 leti in tako naprej. Jaz, ko se pogovarjam s kolegi svetovalci iz drugih držav, vsi se čudijo našim 15 letom. Mi pa zdaj iščemo, kako bi jih še bolj stisnili in s tem samo ustvarjamo neko sovražnost zavezancev do države, do davčne uprave, do finančne uprave in tako naprej. Tega dejansko ne rabimo. Skratka, tako so obdavčeni kapitalski dobički, zdaj so pri izvedenih finančnih inštrumentih nekaj znižali, Kaj pa kripto, če recimo skočiva samo malo na vlagatelje? Tudi to je želela ta vlada, ki je zdaj, tudi v Janševi vladi se je želel obdavčiti kripto. Glede, kar se tiče kripto, vidimo, da tudi po Evropi je vedno več držav, ki ga obdavčuje, tudi če gremo gledati kakšne podatke. Moj predlog takrat leta 2021 oziroma 2022, je tudi zakon bil že v torej, bilo je tako, mi smo pripravili, na FURS-u smo pripravili ta zakon o odločitvi unovčenja kriptovalute, je bil pač moj predlog, kjer sem jaz predlagal 5% obdavčitev tega, kar spustiš dol, ker ostalo je nemogoče kontrolirati vse, kar se dogaja od zgoraj. Ker se je pač na ministrstvu to predolgo zavlačevalo, sem potem na koncu ta zakon vložil jaz na vlado kot predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo in smo tudi takrat zakon imenovali zakon o debirokratizaciji unovčenja virtualnih valut. In tam je, pač da sem ga lahko jaz vložil. Bil je v državnem zboru, potem, ko je prišla nova vlada, ga je takoj črtala, celo takrat minister za finance je rekel, mi ne bomo tako delali, kot sem jaz predlagal, to pomeni, da se obdavči unovčenje, ampak mi bomo ugotavljali kapitalski dobiček, kar je pa nemogoče. In zdaj na koncu, ko je ministrstvo za finance pripravilo zakon, da vse, kar v enem letu vplačaš, pa vse, kar v enem letu dobiš nazaj, da bo ta razlika obdavčena 25, je ravno tako, obdavčeno je unovčenje, ne pa kapitalski dobiček. Ampak ta zakon tudi oni niso spravili skozi tega, ker so se pač ljudje... Umaknili so ga, ljudje so se pač razburjali, ki je bila pač previsoka.
previsoka stopnja. In jaz pravim, ta stopnja mora biti nizka in zadeva zaključena. In škoda, da takrat ni obveljal tisti zakon, da ga takrat ni bil pravočasno sprejet, ker danes bi imeli obdavčitev 5%, mogoče bi se tudi kar nekaj zavezancev, ki imajo velike zneske v kriptovalutah, oziroma so jih kupili, pa imajo zdaj velike razlike, bi se preselili v Slovenijo, ampak to je zdaj mimo in minilo je 5 let. Okay. Pejva še na en primer, dosti podjetniški, ki pa skrbi mnoge, če se namotam, ukinjena davčna predvidljivost, uvedena davčna past. Tako je naslov enemu od vaših blogov, kjer pravzaprav citirate mlajšega davčnega svetovalca Klemna Šivica, ki opozarja na davčno past pri statusnih preoblikovanjih. Pri teh je pomembna tako imenovana davčna nevtralnost. Do zdaj je veljalo, da si ti nekako vnaprej, preden si karkoli ukrepal, a ne izvedel, če bo ta tvoj posel. Ja, poslal si na Furs je predstavil, kaj boš naredil, Furs je rekel, da je vse v redu in takrat si šel upisati v sodni register, oziroma si šel spodnji postopek. Zdaj pa je narejeno kontra, tako lahko beremo v članku od Klemena Šivca, da najprej se moraš upisati v sodni register, potem pa čakaš, kaj bo. Ampak če bo Furs rekel, da je to ni davčno nevtralno, se ne moš več nazaj potegniti. In jaz pravim, zakaj mi potrebujemo neke pasti? Zakaj? Ne vem. Ne vem, zakaj to treba, zakaj treba zavezance skozi nekaj privijati, namesto da bi jih pustili, da bi bili veseli, da jih imamo tukaj, da tukaj delajo, da tukaj proizvajajo, pa tudi, če bo nekdo prenesel, pa se bo preoblikoval, pa kaj potem. Je to taka tragedija, da... Ja, ne, sej. Ampak, a se pol v resnici se zdaj sliši, da se zares plača bolj poslovati v tujini, tudi če si slovenski davčni rezident sicer, ali ne? Vi ste recimo zaprli svoje podjetje na Cipru. Torej, jaz sem takrat, ko sem bil pač mlajši, jaz sem pač bil takšen, da sem vsako zadevo hotel videti. Imel sem podjetje na Cipru, da sem videl, kako to deluje na Cipru. Imel sem tudi podjetje na Deviških otokih, da vidim, kako to deluje. Recimo, če je kdo želel ustanoviti sklad v Lichtensteinu, sem se zapeljal v Lichtenstein, da vidim, kako to zgleda, vem, kjer je ulica, kjer je banke, kjer je odvetniki, kjer sedež, da jim veš, kaj povedati. Ampak na koncu, ki jim to vse razlagaš, in tudi v mojem primeru, recimo, ko sem jaz dokazoval, da s tem, ko sem jaz imel podjetje na Cipru, ki praktično ni delalo nič, nisem nič prišparal davka. Kajti moje dividende so šle iz Slovenije na Cipr, iz Cipra na Deviške otoke, pa k meni nazaj, kjer sem plačal 25% davek. Torej, naredil sem samo krog, ampak veste, to nekateri ne razumejo, potem so nekateri mislijo, da se ne vem, kaj vmes zgodi, čeprav sem dokazoval, da so isti zneski prišli nazaj. In veste, težko se pogovarjati z ljudmi, če nimajo ustreznega znanja. Veste, tudi imeti podjetje na Cipru ali pa kjerkoli v tujini, jaz pravim, če kdo želi imeti, potem naj se tja preseli, naj tam dol dela in tako naprej. Ne moreš pa to delati nadaljavo, zaradi tega, ker nimaš nadzora. No, če zares delaš, če nisi samo točno, da bo zares moraš delati, ne more biti to samo nekaj fiktivnega. Poleg tega danes je to popolnoma drugače, danes ti že banka ne odpre računa, če ne delaš dol. Torej, tudi na Cipru bi bil problem za odpiranje računa. Ne moreš za ciprskim podjetjem odpreti račun v Sloveniji, kar se je v preteklosti dalo ali pa so odpirali v Avstriji. Zakaj ne? Zato, ker je to tavžno vprašanje. Mi imamo dan že težave, recimo sem že imel primere, ko je nekdo ustanovil v Sloveniji tujc SP ali pa DO, banka ni odprla računa. Mislim, sej vem, da je to njena pravica, ampak vseeno. Recimo tisti eden je rekel, ustanovil bom podjetje v Sloveniji, ki ga hoče imeti v Sloveniji, pa bom delal v glavnem po tujini. Če boste pa delali po tujini, pa ne boste imeli računa v Sloveniji. In tukaj ne moreš nič ugovarjati, si samo tiho in zadeva zaključena in potem se jaz tudi s tem več ne ukvarjam, če nek tujec pride, ki hoče narediti podjetje v Sloveniji, jaz mu rečem, kaj ga čaka, da pač suportamo pri odpiranju bančnega računa, ne bom dajal zaradi tega, ker ne vem, kaj se bo zgodilo in včasih imam občutek, da iti v banko pa odpreti račun ali pa iti v banko po kredit je ena višja stopnja ponižanosti, ki jo lahko doživiš. Tako da žal je to tako in sploh pa, če si pa je politično izpostavljena oseba, to je pa... A vas matrajo? Ne, matrajo, otroci so, žena, vsi so pod neko kontrolo, karkoli grejo narediti, jih sprašujejo vprašanje, izpolnjujejo obrazce, potem jim ne ugodijo in tako naprej. Tako da ni, mislim, da nobena funkcija za tiste, ki vemo, kaj to pomeni, ni vredna tega, kar moraš početi. Mene se je zadnjič zgodilo, poleti sva šla ženo v Turčijo, na letališču sem želel zamenjati 50 evrov. In sem dal potni list in 50 evrov. Na letališču, torej znotraj letališča, znotraj stavbe. Vtipka tisti fant v računalnik, prav ne morete zamenjati 50 evrov, vi ste politično izpostavljena oseba. V Turčiji. In nisem mogel zamenjati.
Po nesrečo, da je žena imela pasoš, pa je ona potem zamenjala, ker se ne piše tako kot jaz. Drugače pa ne, tudi zaradi tega tudi ne moreš zamenjati valute v normalni menjalnici, ki ima neke povezave. Tako da ni vredno. To je res malo tesnobno. Skratka, zdaj FURS je zelo aktiven, so ugotovila, pri zdravnikih, pri podjetnikih, recimo teh, ki kupujejo lastne deleže, dokapitalizirajo. Pisali ste tudi to je kar veliko pozornosti poželo te vgradne omare in obrtniki, a to se je že kaj rešilo? Glejte, če greva po vrsti, ti lastni deleži in tako naprej, v zakonu je jasno, ne vem, zakaj jih ne pustijo v primeru. Imeli smo pred leti, se dobro spomnite, ko smo se tudi pogovarjali o grajah, pa se je končalo. Zdaj se je neka inšpektorica, ali jaz ne vem, kdo spomnil, da pa vgradne omare niso tiste sestavne, ki ostanejo, bom rekel, v zidu in tako naprej, in da morajo biti obdavčene 22 na mesto 9,5. Jaz pravim, zdaj se tudi v vseh mojih pritožbah, ki jih pišem, uporabljam primerjavo z zdravniki. Jaz pravim, zakaj pa tudi tem, ki delajo in vgrajujejo vgradne omare, ne date, da podpišejo izjavo, da bodo od novega leta obračunavali 22, za nazaj jih pa oprostite, tako kot ste naredili z medicinskimi centri. In tisto, če grem še naprej, jaz za tolmačenje standardne klasifikacije dejavnosti pri nas pristojna statistični urad, SURS. Jaz sem jim poslal vprašanje in sem jih vprašal, koliko je obdavčena izdelava omar vgradnih in koliko je obdavčena vgradnja vgradnih omar in kam se uvršča. Torej, izdelava se uvršča v izdelavo, v proizvodnjo, vgradnja pa v gradbeno storitev. Pomeni, to je gradbena storitev. Potem je bilo moje naslednje vprašanje. V redu, zdaj me pa zanima, če gre za enovito storitev. Pomeni, meni nekdo naredi vgradno omaro in mi jo tudi montira. Podobno, kot mi nekdo naredi streho, pa mi jo pač, ali pa kopalnico, ali pa mi pride položiti parket, ki ga je on naredil, pa mi ga montira oziroma vgradi. Torej, pri parketu ni nobene dileme 9,5, če je hiša manj kot 250 kvadratov. Pri strehi ni nobenega problema, čeprav vsi vemo, da se parket kupuje z 22% stopnjo. In potem je statistični urad zapisal, da pa če gre za enovito storitev, da bi pa lahko govorili o nižji obdavčitvi, ampak o tem odloča FURS. To meni, FURS je videl ta zapis statističnega urada, da če gre za enovito, da je lahko obdavčeno po nižji stopnji, ampak kljub temu obdavčuje po višji stopnji. In kaj bo s tem naredil? Prvo, mi smo DDV uvedli. Mislim, SURS sicer ni odločil, kakšen davek mora biti, ampak so pa rekli, da so enovita storitev. In jaz tudi, ko grem, ko smo tudi gledali, veste, ta nobena vgradna omara ni samostoječa. To zadeve stoji na tleh, na vozičku in potem montirajo, privijajo v tla, v strop, levo, desno v stene, včasih tudi malo steno poštemajo, da lahko spravijo not. Pomeni, ne vem, zakaj se je nekdo spomnil danes, da gleda za nazaj. Oni bi lahko rekli, danes smo ugotovili, da je to 22, od tega in tega datuma naprej obračunavajte. In to bi vsi delali. Se pravi, v bistvu se s tem na nek način tudi poveda mogoče, ampak za vnaprej. Od uvedbe DDV-ja se ni spremenilo nič. Dobro. Skratka, nekateri imajo občutek, da se pri nas lovi male ribe, da nimo, ne vem, kakšno obrtnik ali pa sploh, da nimo tudi artiste na OnlyFans. FURS ima ogromna pooblastila tudi, praktično lahko vidi vse, pokliče na banko, dajte mi, ne vem, vsa nakazila od Airbnb, unga tretjega, dobi podatke od telekomunikacijskih operaterjev, da tam vidi, če recimo prazna stanovanja v resnici niso prazna, ker ima nekdo neko naročnino od elektro. Zdaj mu je treba še obvezno prilagati vsak mesec knjigo prejetih in izdanih računov, kjer FURS praktično vidi vse, s kom poslujete in v kakšni višini. Se vam to ne zdi malo Big Brothersko mogoče, oziroma ima naš FURS v resnici toliko večja pooblastila kot recimo finančne uprave v nekaterih drugih državah? Ne bi rekel, da ima več kot drugih državah, torej vse gre v tej smeri, zaradi tega, ker pač je kontrola obstaja, smo v digitalizaciji. Jaz pravim, samo se ne sme zlorabljati pridobitev teh podatkov, torej za te podatke mora biti neki razlog, ali da si utajil davek, ali sum kaznivega dejanja in tako naprej, ali poteka nek, bom rekel, davčni pregled. Jaz sem tudi že imel primere, kjer je nekdo zaprosil podatke iz tujine, da gre za kaznivo dejanje, pa na koncu ni bilo govora o temu. Tako da ta nadzor obstaja, zdaj to vsaki stranki tudi rečem, da pač nadzor obstaja, da se tega mora zavedati in da morajo pač poslovati zakonito.
In nekateri to razumejo, nekateri ne, nekateri začnejo govoriti, kako je drugje boljše. Sem rekel, pol pejte tja, pa tam delite. Torej, ta nadzor obstaja in bo obstajal in bo vedno hujši. Predvsem zaradi tega, ker to vidim tudi v Evropski uniji, ti namesto, da bi lovil tisti 1% ali pa manj kot 1%, tisti, ki grešijo, ti vseh 100% zavežeš pod neko kontrolo in potem jih samo kontroliraš in gledaš vse izpiske. In včasih so meni kakšne stranke prav presenečene, da FURS ima vse njihove, bom rekel, izpiske iz banke in tako naprej. Ampak ti podatki se dobijo, to se morajo zavedati, da tako je. Se vidimo sami, da grejo zadeve vedno bolj strogo, vedno več dostopov je in vedno več izmenjave informacij. Vedno več izmenjav podatkov, torej mi dobimo zdaj kot Slovenija, dobimo iz vseh držav Evropske unije, koliko je kdo kje zaslužil. No, se davke seveda treba plačati. Koliko je dobo dividend, treba plačati, zaradi tega tudi se dobijo, če imamo kaj odprt račun za slovenskim potnim listom. Tako ti podatki, to se strinjam in nimamo kaj. Ok, se pravi, kaj pa to, kar radi recimo velikrat govorimo, da male ribe se hitro polovi, večje, ne vedno se omenja tudi, ne vem, recimo, ko je aktualen ljubljanski župan, se recimo omenja, kako se je odpisalo dolgove njegovemu sinu oziroma so zastarali. Potem spet na drugi strani, a ne recimo Rok Snežič, a ne se ga tudi davčni svetovalec, se ga tudi rado lovi, ki se ga povezuje recimo z drugo politično opcijo, ne, nekako za Janšem. Ali je to bolj ljudsko, recimo pripovedništvo, ali je res to, da male ribe hitro, velike malo težje? Jaz bi rekel, da je to bolj ljudsko, zaradi tega, ker sam sodelujem v veliko davčnih pregledih, lahko rečem, da sem jih dal že skozi 1500 ali pa še več. Ni res, da se gledajo samo mali, gledajo se tudi veliki. In se jih tudi ulovi, ali malo težje, ker malo dobre davčne svetovalce in odvetnike. Tukaj veste, kaj v današnjem času, to, kar sva prej rekla, ti davčni svetovalec, da bi kaj dosti pomagal, ne, zato ker vsi podatki so skoraj na pol javni, vse lahko dobiš, vse se vidi in tudi veliki, ki imajo davčno kontrolo, če kaj narobe plačajo velike zneske, tako da ni, torej to ne drži, ampak ljudje to pač govorijo, zato ker se pač lepo sliši, sploh je to taka lepa parola, ne, mi bomo pa bogate polovili, čeprav jaz pravim, da bogati v Sloveniji plačajo največ davka, ker tisti bogati, ki so tukaj, plačajo davek tukaj. Tisti bogati, ki so prišli v tujino, pa se Slovenijo kaj dosti ne obremenjujejo. Dobro, in za konec morda zadnje vprašanje. Kaj bi svetovali bodočemu mandatarju in finančnemu ministru in direktorju FURS-a, kdorkoli že bo, lahko samo enemu od teh? Ne, da naj pač spoštujejo predpise, da naj spoštujejo državljane in pa tiste zavezance, ki nosijo denar v proračun in da jih ne maltretirajo mimo obstoječih davčnih predpisov, ne glede na to, a se nekomu zdijo primerni ali neprimerni, ampak vse predpise, ki jih sprejme Državni zbor, so primerni. Hvala. Hvala vam za povabilo.